Pozdravljeni. Danes vam bi rada pobliže predstavila, kako je glede meditacije. Torej, meditacija ni popolnoma nič drugega kot globoko sproščanje samega sebe, nekako spet spostaviti stik s samim seboj, se samo globoko umiriti in spremljati svoje dihe in izdihe. Zato sem se odločila, da vam bom danes predala eno lepo in zelo nezahtevno meditacijo, katero sem našla že pred leti na internetu. In meni je seveda ta meditacija, katera se imenuje Srečanje s starim modrecem, zelo všeč in upam, da boste tudi vi uživali ob njej. Pa gremo kar na meditacijo. Udobno se namestite, počasi zaprite oči, nato pa parkrat globoko vdihnite in izdihnite. Ko se tako sproščate, se počasi prizemljite. Prizemljite se tako, da si zamislite, da iz vaših stopal poganjajo debele, močne korenine naravno središče zemlje. Če vas vznemirjajo kakršnekoli misli, jim samo dovolite, naj odplavajo mimo vas. Vzdihujte mir, izdihujte nemir. Parkrat ponovite. Vedno bolj ste sproščeni, neobremenjeni, lahki, globoko ste umirjeni in sedaj si zamislite, da sedite na travniku v topli noči, nad vami pa sije mesec. Popolnoma se predajte doživljanju noči, občutite temo, občutite travo, na kateri sedite. Poslušate glasove noči, mesec pa razsvetljuje vašo okolico. Pred vami se dviguje gora, na katero vodi pot. Vstanete in počasi, korak za korakom, se vzpenjate po tej poti. Kaj zaznavate okoli sebe? Kaj občutite? Čez nekaj časa se od širše poti odcepi ozka, bolj strma steza, po kateri sedaj stopate. Med vzponom se spreminja vse okoli vas. Medtem ko stopate vse više in više in naposled prispete na planoto.
V ozadju opazite votlino, pred katero počasi dogoreva ogenj. Približajte se temu ognju in čutite, kako vas preplavlja njegova očiščujoča energija. Preplavlja vas v valovih in v siju ognjenih zubljev se vam zazdi, da v notranjosti votline stoji moder starec, o katerem so vam že veliko govorili. Približajte se ognju in nanj naložite drva, da svetlo zagori. Ogenj razsvetli votlino in sedaj popolnoma jasno vidite starega modreca. Počasi pojdite do njega, pozdravite ga in se ga dobro oglejte. Nikar ne hitite in si v zavest dobro vtisnite njegovo postavo, njegove oči, držo in starcu lahko postavite vprašanje, ki vam že od nekdaj leži na srcu in nanj do danes še niste dobili odgovora, ker ob vas ni bilo nikogar, ki bi mu tako vprašanje lahko postavili. Mogoče ste celo mislili, da nanj sploh ni mogoče odgovoriti. Kaj boste vprašali modreca? Kaj občutite, ko pomislite na to vprašanje? Vprašajte ga sedaj. Ali vas je strah slišati odgovor? Vam sploh kaj reče? Mogoče se izraža na kak drug način. Kakorkoli, odgovor vam je bil dan. Za vsakim vprašanjem stoji tudi sporočilo. Pa vendar, če vam ni uspelo, prvič poskusite vprašanje postaviti še enkrat. In sedaj, na vsem lepem, se vi spremenite v modreca. Opazujte se skozi njegove oči, kako se vidite. Zatopite se v bitje starega modreca in kaj vam zdaj odgovori? Razmislite o tem. Potem pa se starcu zahvalite za čas, ki vam ga je podaril, in za pogovor. Poslovite se in zapustite votlino. Ko zapuščate votlino, vas starec ponovno pokliče nazaj. Seže za hrbet in vam v roko potisne darilo.
čutite to darilo, vendar ga ne smete pogledati, dokler ne pridete do izhodišča na travniku pod goro. Zdaj zares zapustite votlino. Luna je prepotovala že dober kos neba, vendar še vedno sije tako, da lahko najdete pot za sestop z gore in spet stopate najprej po strmini, potem pa korak za korakom po širši poti. Medtem si zapomnite najmanjšo podrobnost na poti, tako da lahko starca nekega dne ponovno obiščete, če ga boste potrebovali. Sedaj ste že na travniku in komaj čakate, da odvijete in vidite darilo, ki vam ga je dal modrec. Prav gotovo je to darilo zelo pomembno za vas. Poskusite ga dojeti v svoji simboliki in ga vtkati v svoje vsakdanje življenje. Naposled poskusite tudi razumsko dojeti posamične stopnje srečanja s samim seboj. Stari modrec ste v resnici vi sami. Sedaj se počasi zavedajte tega časa, tega prostora. Pretegnite se in počasi odprite oči. Sedaj smo tukaj in zdaj. Jaz pa upam, da ste v tej meditaciji uživali, da se počutite dobro in da se kmalu spet slišimo.